Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Tokratna tema bo numerologija, osebna števila, kaj vse lahko zračunamo in kaj vse prejmete, če osebno numerološko analizo pri meni naročite v pisni obliki. Več različnih oblik je, več o tem kasneje. Naučili se bomo zračunati osebna števila, spravi tisto, kar nas najbolj zanima, kar morda lahko primerjamo tudi z natalno astrološko karto, in naredili bomo preglednico, kaj vse ta pisna analiza zajema. Zdaj, jaz bom tako rekla, te analize delam že več kot 20 let. Sigurno so te zdaj veliko bolj sofisticirane in bolj kvalitetne kot tiste na začetku, ampak vam moram povedati, da se mi zelo velikokrat zgodi. Zelo velikokrat se mi zdi, da minulo čez 10 let, čez 12 let reče, še vedno najdem noter nekaj novega. To, kar sem že prebrala, pa zmeri nekaj najdem. Zato, ker pač moj cilj je, da se to analizo naredi enkrat, da to knjižico naredite in dobite enkrat in jo uporabljate celo življenje. Denimo, ker se vse pogosteje v zadnjem času dogaja, je to, da date delati to analizo za otročka, ko se rodi. Staršem je to en tak kar fajn, bom rekla, kaže pot v vzgoji, v tistih prvih trenutkih trme, ko so otročki stari 3 leta, pa potem tistih malo bolj zahtevnih trenutkih lastne volje v puberteti. Kasneje to analizo potem lahko otročku tudi podarite in ima potem tudi otroček oziroma mlada odrasla oseba potem to knjižico lahko s seboj kot popotnik po svojemu življenju. Se pravi, moj cilj ni čim več stvari prodati, se veste, sem zelo direktna, vedno vse tako povem, kot mislim, ampak si želim dati od sebe nekaj, kar je zelo kvalitetnega, kar bo vam pomagalo na vaši poti, zaradi tega se tudi vse bolj učim, vse bolj razvijam, delam na sebi, delam na svojem znanju numerologije in na tem mestu bom povedala, ja, se v letošnjem letu, v zadnjih letih soočam tudi sama z določenimi izzivi, zdravstvenimi izzivi, torej pisne analize ne boste dobili čez noč. Pa ne zato, ker se meni ne bi ljubilo, pa ne zato, ker jaz imam noge v luft, kot rečemo, ampak zato, ker se resnično želim poglobiti, ker vem, da to je knjižica, ki jo samo enkrat naročimo in ostane z nami in ne želim projicirati mogoče nekega svojega stresa, neke svoje bolečine, nekega svojega strahu. Tudi nočem projicirati neke svoje utrujenosti, tako da se zgodi. Ne rečem, da ne, da včasih treba malo dalj časa počakati. Bom pa rekla tudi takole. Tiste največje knjižice, veste, dragi moji, včasih dosežejo tudi 130 strani. Je odvisno od tega, koliko lekcij ima oseba, koliko karmičnih dolgov, koliko mojstrskih števil, kako zelo v podrobnosti ga osebna števila zanimajo. Tako da te zelo težko napovem, kako dolga bo osebna analiza, ker ne vem, koliko števil bomo pogledali, vam pa lahko zagotovim, da se vsakemu posebej resnično posvetim in želim dati sebe maksimalno. Torej vsi tisti, ki ste res dolgo čakali na svoje analize, se vam tudi v oddaji opravičujem in zagotavljam, da ni šlo za to, ker bi se jaz praskala za ušesi. Zdaj pa, pisna numerološka analiza, več različnih paketov je na voljo na moji spletni strani, vedno se prične z razlago imena in priimka. Se pravi, vedno nas zanima to originalno ime in priimek, s katerim smo rojeni. Duhovna numerologija uči, da se to nikoli ne moramo zmotiti. Se pravi, vse tiste mamice, ki si morda mislite, joj, pa nisem pred rojstvom dala pogledati imena in priimka, naj vas pomirim, to ni konec sveta, seveda je to fajn preveriti pred rojstvom, ni pa to zdaj, bom rekla, največji grozovit kiks v lifeu. Torej, vedno računamo osebna števila in vse z originalnih kombinacij. Če ime spremenimo, temu sem namenila že nekaj oddaj, verjamem, da že vemo, če ime in priimek spremenimo, prekličemo druge vibracije. Se pravi, to, s čimer se mi rodimo, to je naš zapis. Mi ne moramo zdaj najti imena in priimka, zaradi katerega bomo kar naenkrat mladi, lepi, uspešni, zdravi in obenem ne moremo tako spremeniti imena, da bi kar naenkrat bili bolehni in bi bilo vse narobe. Lahko pa prikličemo določeno neharmonijo in pa energijo v naše življenje, ki nam ni lastna. Ampak to je tema druge oddaje. Če vas zanima sprememba imena ali izbira imena, poiščite na moji spletni strani, poiščite na YouTubeu, več kot dovolj informacij je že pripravljenih. Torej, analiza se prične s tem, da razložimo, kaj se skriva v vašem imenu, v prvi črki, v samoglasnikih, kaj prinaša, kaj razlaga seštevek vašega imena, temu se reče število rasti, kaj razlaga vaš prvi samoglasnik, kaj razlaga priimek, to je družinsko ime. Kot zanimivost povem, da v
priimku se skriva razlaga tega, kar mi dedujemo. Se pravi, kaj je tisto, kar naša duša prinese s seboj strani prednikov. Zato se nam včasih zdi, da določeni strahovi, določene stvari, določene omejitve so v naši glavi, ampak ne vemo čisto dobro, zakaj. Ne zdi se nam, da je to čisto naše. Velikokrat se potem to najde v razlagi priimka. In kaj se zgodi pri spremembi imena, tudi to je vedno na kratko opisano, tako pri moških kot pri ženskih, kajti verjemite mi, to zanimanje za spremembo imena je prisotno pri obeh. Zdaj pa osebna numerološka števila. Tok sem hitela. Kaj da mi bo avtobus šel. Osebna numerološka števila bi pa v bistvu lahko primerjali z razlago natalne karte. Se pravi, imamo 5 osebnih numeroloških števil, vsako izmed njih razlaga drugo področje življenja in vsako izmed njih se izračuna malo drugače. Za čisto vsa so oddaje že posnete, razen število zrelosti, kar pa prihaja v prihodnosti. Torej, če tole zdaj gledate maja 2024, je po vsej verjetnosti ta oddaja že zunaj. Pričeli bomo s številom življenjske poti. To verjamem pa, da že vsi obvladamo, to je seštevek našega rojstnega datuma. Razkriva nam, v čemu smo mi dobri. Kaj je tisto, v čemer smo močni, kaj so naši darovi, naši talenti. Kaj je vse tisto, kar je morda nam samoumevno, okolica nas pa zaradi tega pohvali. Pa nam reče, to ti gre pa ful dobro, pa mi rečemo, se ti zdi, meni pa ne. Se pravi, marsikdaj pozabimo negovati to, kar nam je bilo položeno v zibko. Razkriva nam tudi, kam nekako nas bo pot življenja zapeljala, kaj je tisto, kam gremo, zakaj gremo, kako gremo. Sploh, ko govorimo o mladih osebah, zelo nam lahko svetuje, kateri poklic je za nas dober, kje so tisti naši aduti, kjer dejansko uspevamo brez napora in kaj je tisto, kar pa mogoče nam absolutno ne diši. Torej, število življenjske poti je tako zelo pomembno število, po mnenju mnogih numerologov tudi najbolj pomembno število, kajti, kot smo se tega že dotaknili, ime in priimek lahko spremenimo, rojstni datum pa ne, čeprav mislim, da to bi bilo kar v redu, če bi se dali kakšne letnice malo drugače obrniti, verjamem, da to kljub visoki ceni bi kar zažigalo, če bi bilo možno. No in iz števila življenjske poti tudi jaz recimo naredim vsak teden numeroskop, se pravi vsak petek se potrudim, da je že objavljen za naslednji teden, kjer lahko preberete glede na vaš seštevek rojstnega datuma, kaj se vam obeta, tudi moji mesečniki, tisti, ki so objavljeni na YouTubu, vsebujejo napovedi glede na vaše število življenjske poti. Zdaj ne bom rekla, da je število življenjske poti ekvivalent vašemu astrološkemu znamenju. Ne moramo astrologija in numerologija kar prevesti enega v drugega. So sigurno nekatere, bom rekla, smernice, pa neke razlage si zelo podobne. Ampak tukaj bom jaz rekla tako. Če jaz razlagam vas in vaše osebna števila, potem sigurno ne moram opisati nekoga drugega, če morda zelo posplošim. Če delamo analizo artičoki, ne bo vam prišel krompir. Se pravi, tudi če bi šla artičoka zdaj k, ne vem, nekomu, ki dela astrologijo, nekomu, ki dela tarot, nekomu, ki dela džotiš, ali vedsko astrologijo, ali vazi astrologijo in tako naprej, po vsej verjetnosti ne bi pri vsaki tej vedi postala neka druga zelenjava, ampak bi ostala to, kar je. Je pa res, da pač ne moramo reči, aha, ti imaš število življenjske poti 1, to je čisto isto kot oven, je veliko podobnosti, ni pa čisto isto. Se pravi, ko govorimo o astroloških znamenjih, jih absolutno ne moremo kar prevesti v števila, čeprav neke podobnosti so. No, vrnimo se zdaj nazaj k naštevanju. Število življenjske poti, torej je seštevek našega rojstnega datuma. Rojstni datum toliko časa seštevamo, da dobimo eno samo cifro. Potem pa vi meni rečete, ampak Lili, jaz imam tam vmes 11, zakaj ni numeroskopa za 11? Zato, ker bi bil čisto predolg. In zato, ker pravzaprav največkrat govorimo o delnem seštevku mojstrskega števila. Se pravi, tako kot je lahko delni seštevek vašega rojstnega datuma 22, je lahko tudi delni seštevek vašega rojstnega datuma 13, kar pa je karmično število. Tako kot je lahko delni seštevek vašega rojstnega datuma 44, kar je mojstrsko število, ali 22 ali 33, tako je lahko tudi delni seštevek kaj hitro 13, 16, 19, kar je karmično število. Se pravi, ti načini seštevanja so različni. Za vse tiste, ki se takoj ustrašite, ko imate 13, pa 14, naj vas takoj potolažim, da tu ni noben bav in da govorimo o delnem seštevku. Se pravi, razen če bi bili res zelo na začetku našega štetja, po vsej verjetnosti res unega zakoreninjenega karmičnega zapisa oziroma mojstrskega števila v število življenjske poti praviloma nažalost nimamo. Tako da, toliko časa seštevamo, da dobimo eno samo cifro, oddaja v število življenjske poti je že posneta, veliko prispevkov na to temo na moji spletni strani tudi že, če greste na zavihek numerologije, pa si preberite. No,
In potem imamo število usode. Število usode je pravzaprav seštevek našega imena in priimka. Razlaga nam naše poslanstvo, razlaga nam energijo, ki jo mi oddajamo v okolico. Zato včasih, a veste, se v pozitivnih izrazih tega opisa ne najdemo najbolj, ker se nam zdi, a res, jaz sem tak. Velikokrat je to energija, ki jo oddajamo, in zato, ker jo oddajamo, je mi ne vidimo. V eni knjigi indijanski sem nekoč prebrala, ko stojiš v hiši, hiše ne vidiš, jo vidijo tisti, ki so zunaj mnogo bolje kot ti. Se pravi, število usode nam pove, kaj je tisto, kar mi dajemo svetu. Na kakšen način smo mi doprinos svetu, na kakšen način smo mi tista lučka in kaj tisto darilo, tista dragocenost, ki jo mi podarjamo. Sama veste, zdaj pa zelo odvisno, v kakšnem okolju ste vi. Nekje bo nekdo super, zelo navdušen nad vsem temu, kar vi dajete, morda ste pa v okolju, ki je drugačno od vas. Se pravi, tukaj se morda že vidijo ta prva odstopanja, da morda imate občutek, ja, jaz sem bil zmeri črna ovca, pa to mi je šlo zmeri narobe, pa tukaj se sploh ne vidim, jaz v temu res nisem dober. Se pravi, število usode je tisto, ki ga včasih kar težko razumeti, zato ker načeloma ne prinaša izzivov, prinaša nam tisto, a veste, sporočilo naše duše, če lahko tako rečem. Če se je naša duša, če si zdaj predstavljamo, da smo na oblaku in izbiramo naslednje življenje, naša duša reče, ok, število življenjske poti bo toliko, zato ker po tej poti želim iti, tega si želim naučiti, v čemu temu želim biti dobra in tako naprej. Ampak to je moja pot. No, zdaj se bom pa zbrala tako število usode, da bom jaz to dajala svetu. In kar je lahko za nekoga darilo, je lahko za nekoga drugega izziv ali celo nadležno. Ljudje med seboj si nismo vedno kompatibilni, ta razlaga leži v številu duše sicer, ampak število usode se najbolje razvija, vaše poslanstvo, to zaradi česar ste vi tukaj, to vaše darilo človeštvu in svetu, se najbolje razvija v okolju, ki vas podpira. Tukaj pa običajno, ko imamo recimo 1-na-1 svetovanje, v pogovoru se zatakne, ker se sprožijo občutki krivde. Kdo sem zdaj jaz, da bom drugim pamet solil, mogoče imajo pa drugi bolj prav, kaj jaz. Zelo različne stvari se nam govorili v otroštvu, pa jaz tukaj res nisem tip človeka, ki bi zdaj pihala na vašo dušo, kot rečemo, oziroma bom želela napihniti ego. Vsi se še učimo, vsi smo delali napake, vsi bomo še delali napake, ampak razlaga števila usode, kot razlage našega poslanstva, je razlaga naših močnih plati in tega, kar darilo v nas je. Ali smo mi to sposobni sprejeti in po poti svojega poslanstva hoditi ali ne, to je pa potem že drugo vprašanje in lahko včasih tudi dilema. Tudi število usode je že na mojem YouTubeu, je tudi že na moji spletni strani, preberite si, katero je vaše. Rekli pa smo, je seštevek imena in priimka vsega skupaj. Tudi tu se včasih pojavi mojstrsko število, karmično število, znova večinoma govorimo, razen če imamo zelo kratko ime in priimek, o delnih seštevkih. Število duše imate tako radi, število duše je super popularno, število duše je seštevek naših samoglasnikov, imena in priimka. Najbolj pa nas zanima takrat, ko nas zanima kombinatorika, takrat, ko odnosik zaškripa, takrat, ko smo naprično zaljubljeni, pa nas zanima, kako zelo gremo skupaj, pa takrat mogoče, ko imamo opravka s kakšnim narcisom, pa več ne vemo, kdo je zdaj tukaj nor, kdo ima prav, kdo ima koga za... Tako da število duše, moram reči, tudi kar popularno, tudi prispevki, ki razlagajo število duše, so zelo, zelo dobro brani. Število duše smo zelo dobro tudi že razložili na več različnih načinov, tudi v kontekstu karmičnih odnosov in tako naprej. Torej, če tole zdaj spremljate na YouTubeu, linki so spodaj, če tole spremljate na spletni strani, pa tudi. Torej, število duše nam razloži, kaj je tisto, kar mi svojo dušo vpletamo v naše medsebojne odnose. Za določene ljudi se tukaj pokaže, da so se rodili v vlogi starša svojim staršem, nekega zdravitelja svojim najbližjim. Tukaj se lahko pokaže tudi karmični dolg, tukaj pa že, zato ker samoglasnikov imamo manj. Se pravi, se pokažejo neke energije, ki potrebujejo balansiranje, učenje, neka razlaga, zakaj vedno znova prihaja isti vzorec, zakaj vedno znova se nekako bockamo s podobnimi ljudmi,
zakaj bolj kot se trudimo, slabše je včasih. In tudi tu, kadar se pojavi mojstrsko število, moram reči, kakorkoli to zveni super, je tudi zelo zahtevno. Sploh, če se pojavi 11-2 v številu duše, se pravi, da ko seštejemo naše samoglasnike, imena in priimka, dobimo 11, pomeni, da nam gre lahko življenje zelo hitro iz enega ekstrema v drug ekstrem, tudi mi v svojem lastnem čustvovanju. Se pravi, to število duše nam zelo pomaga razumeti, kdo smo mi, kako čustvujemo, na kakšen način svoje čustva izražamo, pozitivna in negativna. Nekateri ljudje se radi vase zaprejo, pa potrebujejo ta odmik, pa potrebujejo, bom rekla, čas zase, a ne pa tišino, pa se vedno pohecam. Ženske, ki rabimo tišino, pa čas zase, meditiramo, drevesa objemamo, sveče prižigamo, v banji se namakamo. Moški greste na pier pa fuzbal gledate, ne? Se pravi, tudi to, bom rekla, razumevanje drugačnosti, kaj za nekoga pomeni odmik in kaj ne, je tudi potrebno. Se pravi, število duše nam lahko zelo pomaga razumeti nas, naše potrebe kot partnerja in potrebe druge osebe. Se pravi, bom rekla, od korone naprej je daleč najbolj popularno osebno število, kjer je zelo veliko govora o čustvenih vampirjih, o izsiljevanju, zelo veliko je razhajanj, zelo veliko je vprašanj, a se bo kdaj spremenil, a bo kdaj kaj drugače, a bo še kdaj boljš, a bo kdaj tako, kot je bilo. Numerologija ni prerokovanje, ampak videli bomo potem kasneje pri številu zrelosti, da določene smernice nam kar jasno da, kaj nam kasneje v prihodnosti življenje prinaša. Torej, število duše je popularno osebno število in je tisto, ki razlaga partnerske odnose, prijateljske odnose, odnose z našimi najbližjimi, najbolj pomembnimi osebami, običajno so to starši, partnerji, otroci. Se pravi, vsi tisti članki, ki jih vi vidite, ki so kao numerološki, in trdijo, da je s številom življenjske poti, se pravi s števkom rojstnega datuma, lahko vidite kombinatoriko, ljubezensko kombinatoriko, so napačni. Naš rojstni datum, se pravi število življenjske poti, nam pove kombinatoriko poslovnih odnosov. Odnosov, ki so pogosti pa plitki. Se pravi, denimo, da vsako jutro srečate soseda v liftu. Po vsej verjetnosti si ne boste razgalili duše, po vsej verjetnosti si ne boste vse povedali, niste te najboljši frendi, so pa to neki odnosi, na katere smo navajeni, nam dajo nek občutek navajenosti, poznanosti, ni pa neke globine, ni nekega hudega prijateljstva in zaupanja. Se pravi, to so recimo sosedje, sodelavci, sošolci, s komer, ne vem, špilamo košarko, gremo na jogo in tako naprej. Kombinatorika, ko govorimo o partnerstvu, o globokih prijateljstvih, odnos s starši in z otroci, je pa število duše, to se pravi so samoglasniki. Soglasniki nam razložijo naše število osebnosti. Število osebnosti je zelo zanimivo število, totalno podcenjeno se mi zdi, ker nam pomaga razumeti, kaj je tista slika nas samih, ki jo mi oddajamo v svet. Kaj je tisti prvi vtis, ki ga naredimo. Zakaj včasih prihaja do nesporazumov? Zakaj mi hočemo povedati, tole je ciklam, ampak ljudje nas razumejo, to je roza, to je rdeča, to je zelena, to je frjolčna. Vse sam to, kar hočemo mi povedati, ne. Se pravi, ko govorimo o tem, da nekje imamo občutek, da vedno znova narobe izpademo, ne govorimo o kombinatoriki, govorimo o tem, kaj mi oddajamo v okolico. In znova bom rekel, okolica nas lahko dojema zelo napačno. Največkrat se v opisu števila osebnosti ne najdemo, zato ker to ni dejansko opis nas samih, ampak slike, ki jo oddajamo. Zdaj pa v naši okolici vedno igramo neko vlogo. Če zdaj govorimo o teh pristnih, globokih odnosih, to smo rekli, je v številu duše, ne? Se pravi starši, otroci, partnerji. Če pa govorimo pač o nekih sodelavcih, o nekomu, ki ga sem ter tja srečaš, o nekih ljudeh, s katerimi smo se nekaj časa družili, tukaj pa leži razlaga števila osebnosti. Zakaj je fajn to razumeti? Glejte, tudi če ste vi najbolj siva miška, najbolj sramežljivi na svetu, pa če imate število osebnosti 1, pomeni, da vas bo okolica dojemala kot mnogo bolj odločne, mnogo bolj neodvisne. In se pravi, če boste vi v nekem konfliktu, vam bo ta energija prav prišla. Če boste vi v neki situaciji, kjer je prav, da se postavite zase, da dvignete glavo, kljub temu, da morda to niste vi, vam ta energija lahko pride prav. Se pravi, v pisni analizi, recimo, dobite točno napisano, kaj za te osebe, ki imate to število osebnosti velja, kako jih prepoznamo, kaj pravzaprav nam to sporoča, kaj je tisto, kar bi bilo fajn spremeniti, zaradi česar mogoče pa res prihaja do nesporazumov, do mogoče slabšega prvega vtisa, in kaj je tisto, kar nam pa lahko zelo na naši poti pomaga. Kaj so tiste energije, tiste situacije,
kjer pa se lahko dejansko naslonimo na to, da nas drugi tako dojemajo. Tudi število osebnosti je že razloženo, linkec bo nekje spodaj. No in še število zrelosti. Število zrelosti pravzaprav pa se sproži v drugi polovici življenja, ko nekako imamo že nekaj kilometrine, nekaj izkušenj, ko smo se že osebnostno izoblikovali, ko nas je življenje tudi že sem ter tja malo po prstih, pa smo doživeli tudi že kaj zelo lepega in pravzaprav združuje naše talente, vse to, kar nam je bilo položeno v zibko in vse to, kar je naše poslanstvo. Torej, je preprosto seštevek našega imena in priimka in rojstnega datuma, se pravi, na koncu seštejemo naše število življenjske poti in število usode do enega samega števila. No, in tukaj se pa velikokrat pokaže to, kar jaz rečem, kriza srednjih let. Če ima nekdo zelo stabilna števila, če ima nekdo števila 4, 7, ki so števila, ki so zelo vztrajna, zelo prizemljena, zelo razumska, zelo racionalna, in ima potem denimo število zrelosti 5, ali pa 1, ali pa 6, ali pa 3, ali pa če kar vse zakompliciram zdajle. Se pravi, v številu zrelosti, če je zelo drugačno od prvih 4 števil, lahko vam skoraj 99% zagotovim, da bodo za to osebo govorili, da ga je začela luna trkati, da to je pa zdaj druga puberteta in da ga razmetava in da ga več ne prepoznajo. Za nekatere ljudi bo to dejstvo, da se bodo veliko več dovolili, da se bodo počutili bolj svobodne, bolj suverene, bolj odločne, da se bodo manj ubadali s tem, kaj okolica pravi, kaj okolica od njih pričakuje. Za nekoga drugega pa ravno obratno. Recimo število zrelosti 4 nam pove, da nas čakajo stabilna stara leta, da bomo imeli umirjeno starost, da se ne bomo vedno znova bockali z novimi izzivi. Spravi, število zrelosti nam razkrije, kakšna bodo naša tista starejša leta, ali bomo tista babica, ki peče piškote in čuva vnuke, ali bomo do konca podjetni, aktivni, radovedni, ali morda v drugi polovici življenja se nam obetajo potovanja in neke nenavadne izkušnje in tako naprej. Spravi, število zrelosti nam lahko z veliko gotovosti pomaga razumeti, kam nas vsi ti izzivi v življenju, pa ne gre se, če smo rekli, število življenjske poti so naši talenti, darovi, poslovne ambicije, pa ne govorimo o številu usode, ko je poslanstvo naše, darilo človeštvu, kaj mi oddajamo človeštvu, pa število duše, naši odnosi, kar nam veliko daje, kar največ dela, največ bolečin, pa največ lepega, da ne govorimo o številu osebnosti, ko nas včasih totalno narobe razumejo. Se pravi, število zrelosti daje nek tak, bom rekla, smisel vsemu temu in zaobjamejo vseh 5 teh osebnih števil v neko čudovito celoto in nam pomagajo razumeti, zakaj določene stvari se nam ponavljajo in kje dejansko pa potem v življenju nas več ne čakajo izzivi, ampak bom rekla neka višja oblika zrelosti. Tako da to je 5 osebnih števil, ki jih imamo, ki nam nekako razložijo nas kot celoto. Jaz se velikokrat hecam, da mi se rodimo z navodili za uporabo, samo premalokrat jih preberemo. Velikokrat nam lahko vede, kot je numerologija, kot je astrologija, kot je džotiš, kot je marsikaj, pomagajo predvsem pri tem, da razumemo sebe. In kar se meni zdi morda zelo, zelo pomembno, pa velikokrat spregledano, so tudi življenjske lekcije. Življenjske lekcije so v bistvu tiste stvari, ki se jih mi učimo. Če vas zanima, katere so vaše in vas samo to zanima, v spletni trgovini poiščite učbenik življenja, tam so razložene samo vaše lekcije in nič drugega. Se pravi, če gremo mi na neko poklicno šolo, recimo, da smo mi zdaj duša na oblaku in zdaj zbiramo, kaj se mi želimo naučiti v naslednjem življenju. In te naše življenjske lekcije nam nekako razložijo predmetnik naše duše. Isto, kot če bi šli na poklicno šolo, se pravi, če želimo biti frizer, se bomo učili nečesa popolnoma drugega, kot če hočemo biti avtoklepar. Če želimo biti neka svobodna dušica, neomejena dušica, multitalentirana dušica, se bomo učili nečesa čisto drugega kot nekdo, ki se bo zelo zakoreninjeno videl na enem področju z enim ciljem, kjer bo vztrajal. Se pravi, te naše življenjske lekcije nam pomagajo razumeti, kaj je tisto, česar se mi še učimo. Seveda tega še ne znamo. In velikokrat se zgodi, da najdemo isto številko v lekcijah, kot tudi v naših osebnih številih. To pa nam pove, da bomo te lekcije praviloma osvojili in premagali izvrstno. Se pravi, če že imate svojo osebno analizo, oziroma če boste šli zdaj vse računati, če boste našli v svojih lekcijah ista števila, kot v svojih osebnih številih, to nekako napoveduje, da boste te lekcije zvozili v tem življenju. Zdaj, kaj se zgodi, če jih ne?
nič tazga. Dejansko lekcije so tisto učenje in tisto učno gradivo, ki nam je nekako položeno pred nas, da se ga naučimo v miru. Ko pa govorimo o karmi, o karmičnih zapisih, o karmičnih dolgovih, tukaj govorimo pa o zelo drugačni energiji. Tudi analiza karma z delovnim zvezkom je tudi na voljo v moji spletni trgovini. Lejte, karma pomeni z duhovnega numerološkega vidika pravzaprav uravnovešanje energij. Se pravi, razlika je, če mi tekom tega življenja se nečesa ne naučimo dobro. Recimo v srednji šoli se nismo naučili vseh logaritmov, pa vsega tega, pa nekih zakonov geometrije. Na koncu imamo recimo 2 pa zvozimo, a ne? No, če smo mi cel let špricali, nismo pa šli na noben test, imamo same špone, imamo na koncu leta popravca, je tako. Tukaj je podobno. Se pravi, lekcija je učno gradivo, ki se ga učimo, seveda ga ne znamo, ampak življenje ima veliko potrpljenja z nami, življenje nam postreže z veliko možnostmi učenja na nek, ne easy vedno, ampak prijeten, ljubeč način. Ko govorimo o karmi, govorimo po energiji, ko je potrebno določene stvari popraviti. Se pravi, če grem jaz na test matematike, je zelo malo snovi v primerjavi s popravcem matematike, ko pa snov celega leta. In ko pridem na popravca matematike, je tam komisija, je zahtevnost višja, se pravi, ne bodo mi kar takole čez prste pogledali, tukaj pa če vmes dobim cvek, pa ni to konec sveta, ne? Ker imam potem lahko naprej 3, 4, 5. No. To je sicer zelo preprosta razlaga razlik lekcije in karme, ampak na nek način, ko razumemo, kaj je tisto, česar se učimo in kaj je tisto, kar pa popravljamo, se lažje pripravimo na tiste izzive, ki nam grejo pa zdaj že mogoče na živce. Ker ti veliko vas pride k meni in rečete, tukaj se trudim, berem knjige, delam na sebi, ne vem, kaj delam narobe, vedno pol na iste petake naletim, vedno znova me nekdo na kruh namaže, vedno znova me nekdo okrog prinese, ja pa res, ne, osu gre enkrat na let, jaz pa 5-krat, pa dobrota je sirota in tako naprej. Tukaj ponavadi najdemo karmični zapis, ki pa, moramo opozoriti v numerologiji, opozarja tudi pomembnost naše ljubezni do sebe. Se pravi, jaz moram, popravite me, če ste vi zasledili kje drugje, ampak jaz moram reči, da samo pri numerologiji sem opazila ta del karme, da je prav, da tudi veljavo svojemu delu nekako dodamo v življenju. Se pravi, tudi o karmi je že posneta oddaja, so prispevki, ne bi želela biti predolga, samo za primer dam število 13. Se pravi, ljudje, ki so pod močnim vplivom števila 13, se običajno rodijo v revnejše družine, imajo zelo omejene možnosti, kajti učijo se pravega pomena poštenega dela. Zdaj, če delajo na karmi, potem se bodo potrudili priti čez šolo, potrudili biti pridni v službi. Če ne bodo delani na karmi, potem bodo ponovili napake prejšnjega življenja. Se bodo pač okoriščali z drugimi ljudmi, ne bodo na pošten način zaslužili in tako naprej. In velikokrat se bodo zataknili v vlogo družbe žrtve. No, ampak pri 13 je pa tako. Pride tisti trenutek, ko je prav, da začnejo spoštovati svoje lastno pošteno delo. Se pravi, da niso vedno te osebe tiste, ki so dežurne, ki ne dobijo plačanih nadur, ki vedno nekako operirajo v slabih pogojih, ampak da se slej ko prej postavijo za sebe in rečejo, tudi jaz si zaslužim več. To je pa ta druga plat karme, ki jo numerologija zelo dobro razloži, kajti velikokrat, ko delam z vami, namesto, da bi rekla, še bolj priden moraš biti, mnogokrat vam rečem, to ni odgovor. Ljubezen do sebe, pa dvig standardov za sebe je tista prava pot. In moram reči, da mi velikokrat leta kasneje rečete, res si imela prav, Lili, tako mi oči odprli, da dokler jaz ne bom sebe začel spoštovati, pa sebe postavil na neko tako bolj kvalitetno mesto, ja seveda mi tudi svet ne more. Ne? Tako da, če smo začeli z imenom, priimkom, prvimi črkami, prvim samoglasnikom in tako naprej, smo šli čez osebna števila, smo pogledali lekcije, smo pogledali karmo, smo pogledali tudi mojstrska števila. Se pravi, kaj pa če dejansko se skriva mojstrsko število kot resno ta prvi, ta orang, ta prav seštevek, in kaj če se skriva tudi samo kot delni seštevek, tudi to je opisano, se pravi, mojstrsko število, kaj vam prinaša katere izzive, in katere tiste, bom rekla, blagoslove, zaradi katerih je življenje malo bolj intenzivno. Zdaj, imeti mojstrsko število ne pomeni, da ste kar reinkarnacija Bude,
Pomeni pa, da ste stara duša, ki se je odločila na zemljo vrniti se, zato da bi pomagala. Zelo pomembno pa se je zavedati, kje je to mojstrsko število, in jaz tukaj vedno dam za primer Leonarda DiCaprija. On ima 11.2, 11.2 povezujemo s prepoznavnostjo, z žarometi, z zelo močno intuicijo, z duhovnimi resnicami, z dvigovanjem zavesti, pač sveta okoli sebe. In zdaj, če pogledamo, njemu je 11.2 padlo to število na področje izziva. Sprav, on je zaslovil zelo kmalu v življenju in mislim, da je fair reči, pač s Titanikom, ko je bil Titanik tak velik hit, je bil on še mogoče malo premlad, tudi da bi zhendlal to slavo in to prepoznavnost in ga je kar vrgal, bomo rekli, ne. Ampak, če ga pogledamo zdaj, če pogledamo Leonarda DiCaprija kot osebo, v katero se je razvil, se pravi, kako zelo se bori za naravo, za okolje, za človekove pravice, za indijanske pravice, bi lahko rekli, da je nekam prišel. In on dejansko svojo medijsko izpostavljenost, prepoznavnost, svojo slavo uporablja za to, da dviguje zavest, da govori o stvarih, ki so pomembne. Se pravi, zelo pomembno je vedeti, kam in kako je padlo mojstrsko število in kaj posledično prinaša. No, imamo potem tudi še število rojstnega datuma, tudi temu je namenjeno kar nekaj strani v analizi, kar pomeni, da pogledamo dan, na katerega ste rojeni, od 1. do 31. v mesecu, kateri kristal, katera barva pripada temu številu, kaj vas krepi, en kratek obredek je napisan, kaj naredite, kadar ste mogoče že na robu tega, da obupate, kaj je tisto, kar pa dejansko dan, na katerega ste rojeni, pove o vas in kako si lahko s tem številom pomagate. Zdaj, jaz vam rekel takole, 20-30 let nazaj je bila nam tema kristalov tako hecna, kaj je to en kamen, pa da ne govorimo o temi angelov in tako naprej, ampak danes vsi nekako vemo, zakaj je roževec, pa vsi nekako vemo, kaj je kamena strela, pa vsi imamo neke orakelske karte, pa angele, nadangele, nekako vsaj poznamo, če že ne bom rekla, da nismo v stiku. Podobno je pa števili. Tudi števile imajo svojo energijo in tudi števili si lahko pomagamo. In tisto število, ki je vaše število rojstnega datuma, je seveda tisto število, ki je najbolj globoko povezano z vami. In v tem delu analize je tudi ta povezava razložena, oziroma je nekaj nasvetov, kako si točno z energijo tega števila pomagati. No in potem pridemo do druge zvrsti numerologije, ki pa je razlaga obdobij. Se pravi, numerologija naše življenje najprej razdeli na 3 večje cikle. Prvi cikel je tisti, ko se še oblikujemo, ko se formiramo, drugi cikel je potem tisti cikel, ko smo nekako odrasla oseba, ko smo najbolj produktivni, in tretji cikel je tisti, ki nam pač razkriva, katere energije nekako nas čakajo potem v tretji polovici našega življenja. No in potem imamo 4 različna obdobja, vrhuncev in izzivov se temu reče, se pravi, prvi traja do nekako tam 30-33 let, to je za vsakega izmed vas drugače, to se izračuna iz rojstnega datuma in nam najprej razlaga, se pravi, kaj je tisto, obdobje prvi razlaga prvega vrhunca, nam pove, kaj je tisto, kar nam bo v mladih letih najbolj zanimivo in kaj nam bo najlažje dosegljivo, zato se reče obdobje vrhunca, se pravi, kaj je tisto, kar je, to je cilj, to je tukaj, ta nagrada. In no, seveda, obdobje izzivov pa verjetno ni treba kaj dosti ugibati, nam pa razlaga, kaj pa so možne prepreke, komplikacije, izzivi na poti do tega vrhunca. Se pravi, če bi rekli, hočem priti na vrh Triglava, bi potem izzivi razlagali, ne vem, moraš imeti dobro obutev, pa vreme, pa tako naprej. No, potem drugi in tretji vrhunec trajata točno 9 let in razlagata podobno, kot sem rekel že prej, za srednji cikel, naša najbolj produktivna leta. Kaj je tisto kot mlada odrasla oseba, kar potrebujemo, s čim se soočamo, v čemu smo dobri, kaj je tisto, kar bi življenje želelo, oziroma kaj smo si mi nekako kot duša zamislili, da bomo v tem danem 9-letnem obdobju dosegli in kaj so tisti izzivi, ki po eni strani nam bodo malo zagodli, po drugi strani pa potem tisto občutek, da smo nekaj dosegli toliko boljši. In potem je še zadnje to obdobje vrhunca in izziva, ki pa nam razlaga, kaj je tisto, kar je pa čisto na koncu našega življenja prisotno kot uspeh in prisotno kot še vedno izziv. Kar je zelo zanimivo, je takrat, kadar se recimo vrhunec ponovi ali izziv kar nadaljuje. In jaz vedno napišem, naj vas ne zmoti tisti del teksta, ki ga mogoče copy-pastam, ker pač, če govorimo o izzivu tem pa tem in ki se nadaljuje, bo še vedno to v tem obdobju prisotno. Zmoti naj vas, da se bodo situacije, odnosi, osebe, vaši odzivi, vaše počutje
še vedno zdeli kot copy-paste. A veste, včasih imamo občutek, da smo isto. Isto. Se pravi, za nalaš včasih v teh pisnih analizah zraven dodam vprašanja na določena mesta, kjer začutim, da je prav, da vas nekaj vprašam, da vas spodbudim k razmišljanju, mogoče k refleksiji, mogoče k temu, da malo naprej načrtujete, da točno veste, na kaj biti pozorni, ker je razlika, če vas jaz nekaj vprašam, pa vi potem v knjižico zapišete, ali pa če sam napišem v tem obdobju, je zelo verjetno, kot tudi suhoparno pa res ne želim biti. Se pravi, v tej pisni analizi vmes boste našli tudi vprašanja, na katere vi odgovarjate, tudi neke spiske, bom rekla, ko si zapišete za nazaj, ko so pač neke, bom rekla, tudi smernice, interpretacije za nazaj, ko nam pomagajo pogledati na naše življenje z neke druge perspektive. In običajno je čisto na koncu še razlaga osebnega leta, v katerem se v danem trenutku nahajate, zato da imate malo občutka v tem trenutku, kaj je tisto, kar še prihaja, oziroma kaj je tisto, kar, če zdaj govorimo, da ste analizo naročili septembra, kaj je tisto, kar je ravno kar za vami šlo. Tako da, kot sem rekla, jaz se vedno trudim, da res neko analizo, neko knjižico, ki bo šla z vami naprej in bo z vami v življenju vedno. Kako zelo globoko se želite v te razlage poglobiti, pa je seveda vaša odločitev. Tista najbolj osnovna osebna analiza zajema ime, priimek, prvi samoglasnik, pa potem tudi naša osebna števila, pa lekcije, pa karmo, pa morebitna mojstrska števila, pa osebno leto, se pravi, vam že ogromno informacij da. No, Classic je pa potem tista, ki osebne števile malo bolj podrobno pogleda, se pravi, za vsako osebno število, da imate število duše 5, kaj so dobre plati, kaj so slabe plati, kaj so blagoslovi tega števila, kaj je duhovno bistvo tega števila, kaj je kozmična vibracija tega števila, ker tako kot kristali, tako kot karkoli drugega, tudi števila imajo svojo vibracijo, prinašajo svoje, bom rekla, blagoslove, nagrade, nekje nas zelo požegnajo, da tako rečem, nekje ne prinašajo pa tudi izzive. Se pravi, če imate recimo v 5 osebnih številih neko cifro prisotno 3-krat, je to sigurno zelo močen vpliv te številke in sigurno za seboj prinese malo več negativnega vpliva, kot nekdo, ki jo ima prisotno samo enkrat. Ampak to je pa že bolj snov za malo šolo numerologije, o kateri tudi že počasi razmišljam, da že dolgo časa ni bilo. Tako da, če vas zanima, mi kar pišite, da me boste malo spodbudili še vi. Numerologija nam lahko zelo pomaga razumeti našo lastno pot, nas. Zakaj se odzivamo tako, kot se odzivamo? Zakaj so bili naši starši takšni, kot so bili, naši otroci, naši partnerji, situacije v življenju, razočaranja v življenju? Ne morejo nam napovedati točno, ob kateri uri, katerega dneva, kje bomo spoznali našo dušo dvojčico, lahko pa nam v odnosih zelo pomaga razumeti, kako osebo imamo na drugi strani, a gre odnos v neki, bo neka konstruktivni smeri ali ne več. Teh vprašanj dobivam v zadnjih letih največ. Torej, numerologija nam predvsem pomaga razumeti sebe. Jaz sem jo včasih primerjala z odvzemom krvi. A veste, ko dobite izvid in vidite vse, kar je v vaši krvi, potem je pa od nas odvisno, a bomo, ne vem, morebitna vnetja, pomanjkanja železa in tako naprej sanirali ali ne. A bomo rekli, imam previsok holesterol, ampak nič hudega. Tako pa je podobno tudi pri numerologiji. Pomaga nam kot duši, nam kot osebnosti razumeti, kje smo dobri, kje smo malo slabši, kje ga tudi pobiksamo, ker tudi to je pravzaprav izkušnja biti človek. In ni čarobna paličica in ne moramo spremeniti imena tako, da bomo večno lepi, mladi in pogumni, lahko pa predvsem razumemo sebe, predvsem razumemo svoje drage, svoje otroke, ker je velika razlika, imamo otročka, ki je zelo živahen, pa potrebuje, bom rekla, neke zdrave okvirje, ne prisilo, zdrave okvirje, ali imamo, kjer ima pač neke karmične zapise, ali imamo otročka, ki dejansko potrebuje veliko svobode in bi bili ti okvirji močno škodljivi. Seveda tega ne moramo vedeti, ker je otrok star 1 leto, pa 2 leti, pa 3 leta, numerologija nam pa tukaj lahko zelo pomaga. Tako da, dragi moji, ta oddaja je bila namenjena temu, da razložimo, kaj numerologija je, kaj numerologija ni. Še enkrat bom rekla, pisne analize so nekaj, na kar sem res ponosna, nekaj, v kar sem res veliko truda vložila, nekaj, kar vedno znova želim izpopolniti, dati več, predvsem zato, ker vem, koliko je numerologija meni dala. Jaz pravzaprav to numerologijo sem prišla točno tako, da sem najprej sebe bolje razumela, da sem razumela svoje vzorce, svoje mehanizme, tudi odnos starši, s takratnim partnerjem, z življenjem, ne nazadnje. Pa
Kovačeva kobila je veliko krat bosa, tako da tudi recimo moja spletna stran ima .com, kar vedno je to prvo, kar povem na vsakem biznis svetovanju, da .si pa .com ni v redu. Tako da bom rekla, da vsako tako stvar, ne glede na to, da numerologija je res čudovita veda, vedno rečem, da je pa treba jemati z rezervo. Kajti, če boste vi rekli, tukaj imam karmični dolg, jaz nič ne morem tle narediti, ne vem, če je to glih namen. Veda o številih, da vas nekako oropa upanja ali vam postavi neke nove ideje, kaj vse ne morete. Pravzaprav gre res samo za to, da nam razloži, kdo smo, da nam pomaga od karme, izzivov in teh stvari nekako te neprijetne situacije pravzaprav razreši. Tako da, dragi moji, malo dolgo oddaja je bila, veliko linkov bo še v okolici ali na YouTube ali na spletni strani, oddaja o številu zrelosti še prihaja. Še enkrat bom rekla, kogar zanima mala šola, dajte mi kar pisati, dajte mi povedati, ker se odločim za to malo šolo, že nekaj časa počitno rabim tudi jaz malo spodbude. Torej, dragi moji, hvala lepa za vašo družbo. Pejte zdaj vse lepo v miru še zračunati, preveriti, preposlušati in se vidimo naslednjič.